Jaz predlagam, da kar začnemo, zdaj govorim prvi kot gostitelj nekje v določenem smislu, ker sem pač zaposlen na ZRC-ju oziroma na Filozofskem inštitutu, je pa predstavitev namenjena knjigi, ki jo izdajata skupaj Filozofski inštitut ZRC SAZU-ja in pa Fakulteta za arhitekturo. Zdaj kot gostitelj bi torej pozdravil vse navzoče, pozdravil bi potem kar po vrsti najprej avtorico knjige, ki jo bomo predstavljali, knjige Niti uporabni, niti estetski objekt, strukturna logika arhitekture, dr. Petra Čeferin, ki je arhitektka in tudi filozofinja, je pa profesorica na Fakulteti za arhitekturo, kot vemo. Potem bi pozdravil še kolega Leva Krefta, ki je z oddelka za filozofijo, profesor filozofije, in na koncu še samega sebe, jaz sem pa tisti tretji, ki je ostal med nastopajočimi. Jaz predlagam, ker začnemo, predviden ni noben poseben scenarij, pač vsak od nas bo nekaj povedal o knjigi in potem je na vrsti razprava s publiko, kakršnakoli razprava pač ne. Jaz bi kot prvi predal besedo avtorici, dr. Petri Čeferin. Prosim. Hvala za besedo, Rado, in za predstavitev. Zdaj, jaz bom na kratko predstavila knjigo, tako 10-15 minut. Zdaj, vodilna nit knjige so 3 temeljna vprašanja arhitekture in sicer ta vprašanja so prvič, kaj arhitektura je, kakšen tip dejavnosti je. Drugo vprašanje je, kako ta tip dejavnosti deluje v svetu. In tretje vprašanje je, kako deluje arhitektura v svetu. Ali deluje tako, da ohranja obstoječi svet, da pristaja na svet, kakršen je, ali pa ima arhitektura neko transformativno zmožnost. Torej, če poenostavim ali pa radikaliziram, ali lahko arhitektura spreminja svet. In delo na knjigi sem začela s tretjim vprašanjem, ali ima arhitektura neko transformativno zmožnost, in kmalu je postalo jasno, da na to vprašanje lahko odgovorimo šele, če se vrnemo nazaj 2 koraka in najprej postavimo vprašanje, kakšen tip dejavnosti je arhitektura in potem, kako ta tip dejavnosti deluje v svetu. Zdaj, odgovor na ta temeljna vprašanja je povzet v podnaslovu knjige Strukturna logika arhitekture. Strukturna logika arhitekture je dvoje, ki je neločljivo povezano, in sicer je logika, na katero se arhitektura, dejavnost arhitekture pojavlja v svetu, oziroma najprej bi rekli logika, glede na katero je sama dejavnost arhitekture zgrajena, in potem logika, glede na katero se ta dejavnost pojavlja in deluje zunaj sebe v svetu. In to logiko sem v knjigi opredelila s 4 temeljnimi koncepti oziroma s tem, kar imenujem 4 nosilni elementi arhitekture, ki sem jih tudi razvila. Ti nosilni elementi so arhitekturni pogoj, arhitekturni objekt, akt arhitekture in arhitektura kot subjekt. Zdaj, v tej uvodni predstavitvi se bomo osredotočila samo na fragment tega, kar sem razvila ali pa je v razvijanju v knjigi, in sicer se bom omejila na skico arhitekturnega objekta, ki je tudi naslovnica in naslov knjige je posvečen temu. In sicer bom vzela kot izhodišče eno od temeljnih opredelitev arhitekture v knjigi, ki se glasi takole. Arhitektura je kreativna praksa, kot takšna proizvaja posebne vrste objekte, ki jih imenujem arhitekturni objekti, in ta tip objekta podrobneje opredeljuje naslov knjige. To je ta naslov, niti uporabni, niti estetski objekt. Zdaj, sporočilo naslova ni, kot bi mogoče lahko kdo pomislil, da arhitektura ne dela niti uporabnih, niti estetskih objektov, ampak je sporočilo knjige, da dela objekte, ki so to, da niso niti uporabni, niti estetski objekti. In zato, ker so takšen tip objekta, delujejo v svetu na poseben način. Prebijajo svojo vsakokratno časovno in situacijsko določenost.
So nadčasovni in transsituacijski objekti. Torej, v tem je ta transformativna zmožnost arhitekture. Ker je arhitektura kreativna praksa, proizvaja poseben tip objektov, ti pa delujejo na način, da tako rekoč od znotraj načenjajo vsakokratno dano situacijo, vsakokratni dani svet. Zdaj si bom skušala malo zarisati v kratki, grobi skici ta posebni tip objekta, ki ga opredeljuje naslov knjige, niti uporabni, niti estetski objekt. Zdaj, lahko začnemo s tem, kako se ponavadi razume arhitekturni objekt. Seveda je izhodišče, da stavba, arhitekturni objekt, ni že vsaka stavba arhitekturni objekt, kakor ni že vsako besedilo, literarno delo. Če to rečemo, seveda nismo povedali nič posebnega, splošno sprejeto razumevanje je, da obstaja neka razlika med stavbo in stavbo, ki je arhitekturni objekt. K temu pa sama nekaj dodajam in sicer, da je ključno, kako razumemo to razliko, ki stavbo, arhitekturni objekt, loči od zgolj stavbe. Glede tega obstajata dve prevladujoči stališči. Eno stališče je naslednje. Stavba, ki je arhitekturni objekt, je neka grajena struktura, ki je namenjena temu, da se jo na različne načine uporablja. Recimo, zdajle tukaj sedimo noter, pa jaz govorim, pa vi poslušate, ali pa je stavba, v kateri se lahko stanuje. Skratka, stavba, arhitekturni objekt je uporabni objekt, ki ga pa odlikuje še nek dodatek, nek presežek estetskega oziroma umetnostnega. In ta umetnostni ali estetski dodatek je tisto, po čemer se stavba, arhitekturni objekt, razlikuje od stavbe kot čistega uporabnega objekta. To je ena možna interpretacija, ki je dosti razširjena tudi med arhitekti. Drugo uveljavljeno razumevanje arhitekturnega objekta pa je, da arhitekturni objekt v bistvu nima nič opraviti z uporabnostjo v izhodišču. Primarni cilj procesa projektiranja je, da se naredi stavbo, ki izraža, kot se temu reče, nekaj več. Nekakšen sublimni objekt arhitekture, ki se v bistvu ne razlikuje od umetnostnega objekta, kot je recimo skulptura. Za razliko od umetnostnih objektov pa je arhitekturne objekte mogoče tudi uporabljati, recimo v njih stanovati. Torej, bi lahko rekli, v skladu s tem stališčem je uporabna vrednost tisti dodatek, po katerem se arhitekturni objekt razlikuje od objektov, ki jih producirajo čiste umetnosti. Zdaj, torej v enem primeru uporabni objekt plus estetski dodatek, v drugem primeru estetski umetnostni objekt plus dodatek uporabnosti. Teza, ki jo razvijam v knjigi, gre pa v čisto drugo smer. Res je, da sicer da arhitekturni objekt vsebuje dva objekta. Res je sicer, da lahko rečemo, da ima te dve razsežnosti. Do tukaj se strinjam s prej navedenima razlagama, vendar pa arhitekturni objekt ni seštevek obeh objektov, niti ni uporabni objekt plus dodatek estetskega, niti ni estetski objekt plus dodatek uporabnosti in tudi ni zlitje teh dveh objektov. Arhitekturni objekt je nekaj drugega. Arhitekturni objekt je eno dvojega. Ko vidimo arhitekturni objekt, vidimo eno, ki je hkrati dvoje. In lep primer takšnega objekta je ta stavba, shema, projekt, ki ga vidite na naslovnici, Domino. To je slavni projekt Le Corbusierja iz leta 1914. Zdaj, jaz se bi v tej priložnosti zahvalila Aljoši Kolencu, ki je da me je pred leti opozoril na izjemnost tega projekta, ki v bistvu na prvi pogled po mojega zelo lahko zgrešiš in ob tej priložnosti se tudi zahvaljujem za oblikovanje knjige in za oblikovanje zbirke. Hvala torej. Ok, če grem nazaj. Ta projekt Domino, za tiste, ki ne veste, je shema stanovanjske enote, neke vrste prototip stanovanjske gradnje, mišljen za masovno industrijsko produkcijo stavb. Tipičen, bi lahko rekli, čeprav nov za tisti čas, produkt začetka 20. stoletja.
premišljena tehnična rešitev, ki omogoča novo tehnologijo gradnje, hitro, ekonomično, masovno stanovanjsko gradnjo. Torej, odlična tehnična rešitev, zelo dober uporabni objekt. In vendar, domino ni zgolj dobra tehnična rešitev, ampak je hkrati tudi arhitekturni objekt. Torej, sam za ilustracijo, tukaj vidite domino, pa se nima smisla, vidite desno zgoraj, da se lahko zlagajo te enote na različne načine in Corbusierjeva artikulacija tega, kako bi ta domino v stanovanjski gradnji lahko izgledal, in potem še iz njegove knjige k arhitekturi, kar se mi zdi zanimiva ilustracija, ker vidite en tak čist mečkan domino, s čimer jaz mislim, da se ni čist zavedal, kaj je s tem naredil, koliko izjemen projekt je s tem naredil. Torej, domino pa ni zgolj dobra tehnična rešitev, ampak je hkrati tudi arhitekturni objekt. Peter Eisenman je v svoji znani analizi domina odlično pokazal, kaj dela to tehnično rešitev, ta uporabni objekt, hkrati tudi za arhitekturni objekt. In sicer to nista samo prosti tloris in prosta fasada ali pa 5 točk Corbusierjevih 5 točk, ki jih je tukaj že najprej že zarisal to, kar je potem kasneje postala jasna teza, ampak je, kot Eisenman pokaže v tem članku, arhitekturnost, to, kar dela ta objekt, tudi za arhitekturni objekt, je predvsem odgovor je v premišljenem izboru, dimenzioniranju, medsebojni artikulaciji elementov, ki ga sestavljajo. To je čisto na kratko ta Eisenmanova analiza, v kateri pokaže, zakaj je to arhitekturni objekt, ena interpretacija pač. Torej, to analizo se zdaj ne bomo spuščali, to, kar želim poudariti, je pa to, kar je za arhitekturni objekt, kakršen je tudi domino bistveno. To pa je, da nastopata obe razsežnosti objekta hkrati. Če še enkrat ponovim, arhitekturni objekt je eno dvojega. Domino lahko zato opišemo takole. Domino je objekt, ki izraža neko idejo arhitekture. Je estetski objekt arhitekture, ki pa nikoli ne uspe biti on sam, nikoli ne zasije kot čisti estetski objekt, ampak je vselej nekaj manj od tega. Je pač še neka tehnična rešitev, nek čisto navaden projekt, uporabni objekt, značilen za 20. stoletje. Enako lahko rečemo za drugo razsežnost domina. Opišemo ga lahko takole, prav ta isti objekt. Domino je nek običajni uporabni objekt, dobra tehnična rešitev, ki pa nikoli ne uspe biti on sam. Nikoli ni zgolj uporabni objekt, ampak je vselej še nekaj več. Je tudi izraz neke ideje arhitekture. Je še estetski objekt arhitekture. Domino je torej objekt, ki je nekaj manj od tega, kar brez dvoma je pa estetski objekt na meji z umetnostjo in je objekt, hkrati objekt, ki je nekaj več od tega, kar brez dvoma je pa nek običajen uporabni objekt. In če to oboje povemo z eno skupno formulacijo, lahko rečemo, da je domino še nekaj drugega od tega, kar je. Še nekaj manj, še nekaj več oziroma še nekaj drugega od tega, kar je. A to še nekaj drugega, kar ni niti uporabni, niti estetski objekt, ni nek tretji objekt, še več, to ni objekt v običajnem pomenu besede, je objekt posebne vrste, objekt, ki je materializacija razlike uporabnega in estetskega objekta. Ta razlika, to je to, kar ni niti uporabni, niti estetski objekt, je notranja arhitekturnemu objektu, kakršen je domino. To, kar velja za domino, velja za arhitekturni objekt nasploh. Arhitekturni objekt je zgrajen iz te razlike. Zgrajen je iz tega niti, o katerem govori naslov knjige. Arhitekturni objekt je to, da ni niti uporabni objekt, niti estetski objekt. Je tako rekoč utelešenje tega niti. Niti je nekakšno postalo telo arhitekture tukaj. Torej, za arhitekturni objekt je skratka razlika uporabnega objekta in estetskega objekta konstitutivna. To ni razlika, ki bi bila dodatek na proizvedenem objektu, dodatek estetskega na uporabnem objektu ali pa dodatek uporabnosti na estetskem objektu.
Pač pa je razlika estetskega in uporabnosti notranja arhitekturnemu objektu. Arhitekturni objekt je objekt z notranjo razliko, oziroma je objekt, ki je dvoje v enem. In arhitekt je tisti, ki uspe ustvariti to dvoje v enem. Ali kar pomeni isto, tisti, ki uspe ustvariti eno z to minimalno notranjo razliko. Zakaj minimalno? Zato, ker je objektivno gledano nič, se je ne vidi kot nekega dodatnega elementa, vidimo pred sabo sam en objekt, vendar ni nekaj ničnega. Za arhitekturo je prav ta minimalna razlika odločilna. Če arhitektu te notranje minimalne razlike ne uspe artikulirati, potem dobimo samo uporabni objekt z estetskim ovojem, ali pa dobimo estetizirani objekt, ki svojo spektakularno formo zakriva, da ni nič drugega kot uporabni objekt. Če jo arhitektu to minimalno razliko uspe artikulirati, pa se nek običajni objekt hkrati pojavi tudi kot arhitekturni objekt. In pred sabo vidimo materializacijo arhitekture, pred sabo vidimo telo arhitekture. In pojavitev telesa arhitekture je učinek uspešne artikulacije te minimalne razlike. Je pojavitev tega, kar je to, da ni niti uporabni, niti estetski objekt. In zdaj, da se naveže na to transformativno zmožnost arhitekture, seveda zelo na hitro, je naslednje. Zaradi te notranje razlike je arhitekturni objekt posebne vrste. Takšen, ki je vedno še nekaj drugega od samega sebe. Se pravi, je še nekaj drugega od danih pogojev, kot odgovor, na katere je nastal in od pogojev, v katerih se nahaja. Torej, ni objekt, ki izraža še nekaj drugega ali pa še nekaj več, ampak je objekt, ki je še nekaj drugega ali še nekaj več od tega, kar je. In prav zato vedno že prebija, odpira na videz zaprto realnost, v kateri se pojavlja. Z drugimi besedami rečeno, je objekt, ki sproža mišljenje. Mišljenje pa je v kreativnih dejavnostih neločljivo povezano z delovanjem. To je mišljenje, ki je vedno tudi že delovanje, poskus, da bi ponovili to, kar je sprožilo mišljenje. Domino še vedno deluje na takšen način, na kar kažejo številni poskusi, da bi se ta projekt ponovilo, da bi se ga nekako rekonstruiralo to, kar je v dominu uspelo. In to, da bi se to rekonstruiralo, zato ker je to potrebno nujno rekonstruirati, ker je to nujno potrebno ponoviti, če hočemo nadaljevati z arhitekturo. Seveda ne gre za ponovitev forme domina, ampak gre za ponovitev tiste minimalne razlike, ki dela to formo za arhitekturni objekt. Torej, ponoviti je treba to notranjo razliko. In pač nekaj projektov, ki so poskusi ponovitve tega domina. Toliko bi jaz povedala. Ja, jaz se zahvaljujem dr. Petri Čeferin za ta prvo predstavitev. Skozi naslov smo res prišli v samo jedro knjige. Jaz bi zdaj predal kar besedo. Jaz mislim, da v sklopu ne bi vsi predstavili kolegu dr. Levu Kreftu, potem pa pridem jaz na vrsto. Ja, hvala lepa. Ne. Če trenutek počakaš. Seveda. Vprosti. Ja, no, dobro. Zdaj bolj zgledaš. Ja. Ja. Pa manj me zebe. Zdaj, že to dejstvo, ki ga vidite pred seboj, da poleg avtorice sedita dva filozofa, je strašljivo. Ne? In že sam naslov je tudi tak, da kliče kar po dveh filozofih, ker ima že v naslovu in podnaslovu logiko in estetiko. Ne? V čem je strašljivost te vpletenosti filozofije? Slišali ste že, da gre seveda za to logično zvezo niti-niti, ki je neposredno nasprotje logične zveze vključujočega ali, ki seveda
izjava te vrste niti je resnična samo, če je tako prvi niti in drugi niti neresničen in sta hkrati neresnična oba dva. In avtorica to logiko pravzaprav izpodbija, ker ta logika kliče po nekem načinu reševanja te dvojnosti, ki je standardno, ko rečemo filozofsko klasično, posredovanje, sinteza, hibridnost, graditev mostov in tako dalje, in išče tako tretje, ki je temu dvojemu hkrati notranje in zunanje. In se pri tem naslanja tako na teorijo arhitekture, kot tudi na filozofijo, oziroma bolje rečeno na teorijo, na teoretsko psihoanalizo. V ozadju torej tega nastajanja teorije arhitekture skozi strukturno logiko arhitekture je torej en temeljni, bi rekel, miselni problem, za katerega danes pravimo, da je sicer predvsem problem Zahoda, zahodne filozofije, da se sleherna identiteta, torej tista, ki se ugotavlja ne tako, kakšna stvar da je, pa se opiše vse, kar ji pripada, različne lastnosti, ampak preprosto to, da je, ta preprosti je, se raziskuje s tem, da se uvede razcep. In ta uvedba razcepa ustvari to dvojnost ali pa niti, pri kateri je neprestano potrebno neko posredovanje, ki pa na koncu samo potrjuje dve različni plati in potrjuje sam razcep. In velik del, recimo moderne, postmoderne in sodobne filozofije se pravzaprav ukvarja s tem vprašanjem kot ontološkim vprašanjem, kako s tem načinom razcepljanja neke identitete, nečesa da je, ali pa biti bivajočega, kot bi se reklo filozofsko učeno, je pa to tudi uporabljeno v knjigi, kako torej opredeliti nekaj, kar je, ne kaj je, ampak preprosto to, da arhitektura je, kar je temeljno vprašanje, ali sploh arhitektura je. Ker če je ni, potem seveda tudi teorije in strukturne logike nima. Je malo uporabna, pa malo estetska in to je to, kar je. To preseganje te dvojnosti, misliti to dvojnost, se pojavlja v sodobnih teorijah in pogledih ne samo na umetnost, ampak tudi na temeljno ontologijo Zahoda, praktično v vseh delih. Spravi, to je eno od tistih vprašanj, ki je ne samo aktualno, ampak je pravzaprav zelo konkretno in zelo živo. Ko se danes v sodobni umetnosti pojavlja vprašanje, kaj lahko umetnost naredi, se pravi prav to vprašanje, ki je bilo tu formulirano za arhitekturo, njen pomen, a lahko kaj naredi, to se pojavlja na vseh koncih in nastaja cela vrsta različnih pristopov in reševanj tega vprašanja. Se pravi, sodobni problem se potrjuje tudi v arhitekturi, vsaj v tem, da je arhitektura tudi umetnost, ker se natančno to sprašuje, ker se sprašuje tudi vse druge umetnosti, ali sploh lahko kaj naredim. Ker ti postmoderno stališče je bilo, da umetnost ne naredi ničesar. To je jasno izpostavljeno bilo v postmodernih estetikah. S tem seveda je zelo težko živeti in delati naprej, še zlasti, če zraven pride jasno govorjenje o eni drugi strukturni logiki, to je strukturna logika globalnega kapitalizma, v kateri potem seveda nekaj, kar samo po sebi nima nikakršnega je, skratka ne more ničesar narediti, je seveda lahek plen te druge strukturne logike, ki ji služi in je podrejeno. In v tem kontekstu je torej ta knjiga skozi vprašanje o arhitekturi, vprašanje o izjavi arhitektura je pravzaprav neke vrste ontološka študija, ki je aktualna za vse, kar se danes pojavlja vprašanj sorodne vrste, tudi o umetnosti nasploh. Tisto, kar je pa ozadje, ki ga seveda bolje poznam kot teorije arhitekture, recimo, da teorije arhitekture sem predelal zlasti skozi to knjigo, nekaj pa že prej, je pa seveda to, kako se je s tem, kako je z arhitekturo opletala klasična moderna filozofija. Ko pride do prve sprejemljive definicije umetnosti, ko se umetnost reducira na lepoto, izdeluje lepoto, danes temu raj rečemo estetsko, ker niso vse stvari lepe, tudi vse stavbe niso lepe, namenoma, ampak ne glede na to, pa leta 1747 pravi 5 umetnosti imamo, standardno, imamo ostale umetnosti, veščine, ki so koristne ali uporabne, in imamo te, ki so samo lepe, niso pa nič uporabne, nič koristne
razen za čisto ugodje. Pa sta pa vmes še dve, ki sta deležni tako enega kot drugega, estetskosti in uporabnosti, to sta pa arhitektura pa govorništvo. To se pravi, že na začetku moderne dobe se opredeli arhitektura kot nek hibridni produkt obojega. In ta tekst skuša pravzaprav preseči to dvojnost. Ta dvojnost se pol seveda pokaže tudi pri drugih obravnavah arhitekture, tako pri Kantu kot pri Heglu. Kantu gre pač za čistost, ne, in arhitektura ni čisto čista, tako da jo je najbolje primerjati z skulpturo, da sploh o njej lahko govorimo kot o umetnosti. Za Hegla je pa značilno, da po prvem govorjenju o arhitekturi kot vrhu izraza simbolne faze umetnosti, v naslednjih fazah umetnosti, torej v klasični pa romantični, arhitektura sicer še obstaja, ni pa več samostojna kot umetnost. Ne. Se pravi, to hibridnost ali pa niti, je filozofija v svojem temelju modernosti reševala tako, da je postavila arhitekturo na neko hibridno umestno mesto, ki je pa v odnosu do čistosti, ki jo skuša doseči modernizem v filozofiji, v estetiki, s tem seveda zgubljala pravzaprav neko samostojnost, neko samoutemeljitev. In meni se zdi največja vrednost te knjige, da je samoutemeljitev arhitekture pomaknila na raven ontološke razprave o razcepu, uporabno estetsko, in razreševanju tega razcepa ne po poti gradnje mostov, ne, ker bi bila spet neka arhitektura, ne, to, kar predlaga Kant, ne, niti ne te nesamostojnosti arhitekture, kar ima tudi v teoriji arhitekture svoje ozadje, o tem, da arhitektura ni samostojna v sebi, ampak je podložna pravzaprav nečemu zunanjemu, je bilo tudi dosti govora, zlasti v sodobnosti, tudi o tem boste v tej knjigi lahko brali, ne, ampak skuša vzpostaviti ravno to samostojnost arhitekture kot arhitekture, na tem, da arhitektura je. To se postavlja skozi to trojico konceptov, kjer sta na koncu tektonsko in realno, v teoriji arhitekture tektonsko in v teoretski psihoanalizi pri Lacanu realno, in čim grem pri Lacana, vem, da bom prepustil besedo Radu Rihi. Ja, hvala lepa kolegu Levu. Torej jaz bi zdaj zaključil to predstavitev, vsem, da se predstavim, sem Rado Riha z Filozofskega inštituta in zdaj začel bi z nekim vprašanjem, ki bo hkrati rešil Petro Oklepaja filozofije, ker moje vprašanje je, kam sodi v bistvu knjiga Teoretska praksa arhitekture. Sodi pač v zbirko Teoretska praksa, skratka, za kakšno teoretsko prakso gre v tej knjigi, in moja izhodišče je, da sodi na področje filozofije arhitekture. Tako da nimate pred sabo dva filozofa, ki obkrožata arhitektko, ampak imate masivno prisotnost filozofije danes pred sabo. Zdaj moram reči seveda, da mi pri tem umeščanju knjige na področje filozofije arhitekture ne gre za neke probleme disciplinarne razdelitve, predalčkanja, kam bi jo lahko dal. Če jemljem to umestitev resno, te knjige na področje filozofije arhitekture, je to zato, ker nam takšna umestitev nekaj pove o tem, kaj je arhitektura in kako deluje. Zdaj, da bi to pojasnil, se bi jaz čisto na kratko navezal najprej na samo filozofijo, ali pa, da go rekel, na eno od njenih značilnosti, in ta značilnost je v tem, da nastopa filozofija od njenih začetkov, od njenih grških začetkov naprej v dveh podobah. Prva oblika filozofije, prva oblika, v kateri nastopa filozofija, je pač filozofija kot nek sistem specifične vednosti. Vednosti o tem, kaj je resnica, na eni strani vednosti o tem, kaj so moralne vrednote. Skratka, neka teoretična vednost in neka praktična vednost. In kot takšna je filozofija stvar učitelja, stvar profesorjev filozofije, ne? In njena eksistenčna oblika je šola. To je ena oblika od filozofije. V svoji drugi obliki pa filozofija ravno ne deluje kot področje vednosti.
pač pa je delovanje, je akt. In sicer akt logičnega, miselnega odpora. Jaz se tle nekje navezujem na filozofa Alaina Badiouja. Vsak odpor pa je prelom s tem, kar je, z danim stanjem stvari. In za tistega, ki je v prelomu angažiran, ki hoče biti v prelomu angažiran, se prelom začne s prelomom s samim seboj. Začenja se kot prelom v lastni misli. In filozofija kot akt je natančno točka tega začetnega preloma samim seboj. Skratka, to je druga podoba filozofije. V tej obliki je filozofija, jaz bi rekel, akt subjektivacije, mislim, da bo potem bolj jasno postalo, kaj mislim s to subjektivacijo. Akt subjektivacije je posameznika oziroma posameznice. Se pravi, v tej obliki je filozofija možnost za radikalen pretres neke individualne eksistence, možnost za transformacijo subjekta. Zakaj? Zelo preprosto, filozofija je akt subjektivacije, kolikor nas uči misliti z lastno glavo. Tle moramo biti seveda na neki zelo pozorni, misliti v mišljenju z lastno glavo ne gre za nič spontanega. To ni nič avtomatičnega, nič spontanega. Ne pomeni torej, da kar nekaj mislim in govorim. To, kar nekaj ni mišljenje, to je mnenje. Za razliko od mnenja, pa je mišljenje svojo glavo nekaj napornega. Ne samo napornega, ampak tudi prisilnega. Za razmišljanje z lastno glavo gre takrat, kadar smo nekje k mišljenju prisiljeni. Notranje prisiljeni, ne prisiljeni od zunaj, ampak notranje. Prisili nas tista zadeva, tista stvar, tisti projekt, problem, s katerim se ukvarjamo. Za katerega ukvarjamo se pa zato z njim, ker smo se zanj sami odločili, ker smo ga sami izbrali. In v bistvu ta stvar, ta zadeva misli v nas. Verjetno vsi poznate oziroma poznamo situacijo, ko enostavno ne moremo nehati misliti na problem ali pa stvar, s katero se ukvarjamo. Misliti svojo glavo pomeni torej v bistvu biti pripet na neko stvar, ki to mišljenje vodi. Poskušati priti te stvari do dna. Je akt tudi konstruiranja ali realizacije, poskusa, da bi to stvar realizirali v svetu. No in te svoji podobi seveda filozofija ne obstaja nujno v obliki šole. Zgled je tle Sokrat, če je zgled prve filozofije Platon in njegova akademija, je zgled drugega tipa filozofije Sokrat, ki je naslavljal se na mladino na ulici. Ampak tle bi se zdaj vrnil k knjigi. Mislim, da nam Petrina knjiga z vso jasnostjo kaže, da tudi arhitektura nastopa in deluje v dveh podobah. V podobi vednosti in pa v podobi akta. Na eni strani je arhitektura zgrajena in obstaja kot področje najrazličnejših vednosti, znanstvene, tehnično-tehnološke, poznavanje umetnosti in drugih miselnih praks. Nastopa in deluje torej kot področje vednosti in uporabe te vednosti. Tudi konstruiranje, praktično delovanje sodi že na področje vednosti. To je ena plat arhitekture, skratka arhitektura kot masiven sistem vednosti. Ampak na drugi strani obstaja in deluje tudi arhitektura, podobno kot filozofija, v podobi neke subjektivne drže. V podobi akta ravno tako velja za arhitekturo, da gre tle za akt subjektivacije. Zdaj, kaj je ta subjektivacija v primeru arhitekture? Jaz bi rekel tako, je izgradnja subjekta. Subjekt, za katerega gre, je pa arhitektura sama. Če zdaj to mojo trditev malo podrobneje opredelim,
zlasti to opredelitev arhitekture kot subjekta. Tukaj bi se nekje navezal na to, kar sta oba dva implicitno ali eksplicitno rekla, Lev, ti, ko si govoril o samostojnosti arhitekture, in jaz bi podobno opredelil arhitekturo. Arhitektura je dejavnost, ki je oprta sama nase in ki določa samo sebe, ki sami sebi daje svoja pravila in načine, kako gradi svoje objekte. No in arhitekturo, kolikor deluje in kolikor se uveljavlja kot takšna samooprta in samodoločujoča se dejavnost, lahko imenujemo subjekt. Skratka, če rečem, da je arhitektura subjekt, mislim s tem na arhitekturo kot samooprto in samodoločujočo se dejavnost. Skratka, kolikor deluje na ta način, je arhitektura v službi zgolj arhitekture same. Zdaj, tle, da ne bo nesporazumane, šele, ko je v službi arhitekture same, lahko uspešno, skratka, tako da ne izgubi same sebe, arhitektura deluje tudi kritično, torej kritično posega v svet. Zdaj, da je arhitektura subjekt, torej samooprto in samodoločujoča se dejavnost, nikakor ni opis nekega stanja. Izjava implicira prelom s tem, kar je. Je polemična borbena izjava, je polemična intervencija v dano situacijo. Tukaj bi se sklical na samo knjigo, Petrino knjigo, celoten zaris strukturne logike arhitekture, njen zaris strukturne logike arhitekture je v bistvu polemična zavrnitev 4 prevladujočih razumevanj arhitekture danes, ki jih najdete takoj na začetku knjige. 4 razumevanj, ki arhitekturo ne postavljajo v službo arhitekture same, torej kot subjekta, ampak postavljajo v službo nekega drugega področja, politike, trga, imperativa invencije, družbene koristnosti in tako naprej. In na ta način delujejo kot proces ne subjektivacije, ampak kot proces desubjektivacije arhitekture. Skratka, arhitektura kot akt subjektivacije je neka specifična subjektivna drža arhitekta oziroma arhitektke. Ne arhitekta ali pa arhitektke kot osebnosti, ampak, če lahko tako rečem, kot delavca, delavke na področju arhitekture. Arhitekt se subjektivira, ko se svojo dejavnostjo gradi arhitekturo kot subjekt, se pravi kot samooprto in samodoločujočo se miselno prakso. In arhitektura obstaja kot subjekt samo toliko časa, dokler obstajajo takšni arhitekti in takšne arhitektke, ki so pripravljeni postaviti svoje delovanje v službo arhitekture same. Dokler je to, kar jih vodi, stvar arhitekture same, iskanje in najdevanje vedno novih odgovorov na vedno isto vprašanje, kako je namreč mogoče v neki situaciji skonstruirati nekaj, kar lahko velja kot primer arhitekture. In ravno zaradi tega, to je tisto, kar dela nekje pred to knjigo in njeno strukturno logiko za filozofijo arhitekture. To, da natančno razvije logiko, zakaj arhitektura tako deluje in zakaj mora tako delovati. S tem bi jaz končal. Hvala lepa. Zdaj, predviden je, da se zdaj trenutek razprave, v katero upam se bo vmešala tudi publika, možnost imate, da na avtorico naslovite vsa vprašanja, ki vam padejo na pamet. Na filozofe usmeriti vprašanja. Torej, obče vabilo k razpravi. Če dovoliš, prosim. Jaz še eno stvar želel poudariti. Knjiga ima več razsežnosti in je pri tej strukturni logiki dosti kompletna in zaokrožena. Ampak eden od vidikov te zgodbe o arhitekturi, ki sem ga pustil za pol, če bo kdo kaj vprašal, je en paradoks pri Kantu pri kritiki razsodne moči. Lahko bi rekel, da sem spet v nevarni coni, ker pristopam v tvoje območje, estetika je ravno Kanta brala kot uporabnega, tretjo kritiko. In iz njega naredila Kanta estetika. Ko narediš Kanta za estetika, se seveda s tem pojavijo v tem ločenem branju enega samega majhnega dela tretje kritike, ne protislovja pa nasprotja, ampak paradoksi.
iz načina branja izhajajo. In zato seveda ti paradoksi niso, kot rečeno, nasprotje ali protislovje njegove misli, ampak so pravzaprav vznik nečesa škandaloznega, zato ker se bere kot uporabno, skratka so vznik pravzaprav škandaloznost doslednosti. Ena taka točka je tisto znamenito, ki pol ponavlja za njim tudi Marx, mislim, da pred njim Hobbes, ne? To je ta razlika med najboljšo čebelo pa najslabšim arhitektom. Najslabši arhitekt ima velikansko prednost pred najboljšo čebelo v tem, da ima najprej v glavi pa potem v snovi. Kar je zelo lepo. Ampak na drugi strani je pa tisti, ki dela umetnost in arhitektura za Kanta, vendarle tudi umetnost, čeprav je taka malo nečista, ne, je genij. Kaj pa je genij? Ja, genij je pa tisti, ki dela kot narava, se pravi, najboljši arhitekt je pravzaprav čebela. Ne? Zdaj, ta paradoks je treba razrešiti in to je paradoks, ki je rezultat doslednosti in mislim, da o tem paradoksu neposredno, pa posredno govori to vprašanje pravzaprav akta arhitekture, kaj arhitekt počne. In takole knjiga pravi, ker mislim, da se spodobi, da nekaj iz knjige tudi preberemo, ko jo predstavljamo, zato da jo boste pol celo prebrali, ne pa sem ta odlomek. Ne? Pravi, poenostavljali bi, če bi rekli, da arhitekt kar nekaj riše, ne da bi pri tem razmišljal o rešitvi. Pač pa bi le nekako iz sebe, po občutku in intuiciji premikal roko, ki bi tako rekoč sama delala. Jasno pa je tudi, da rešitev ni premočrtna realizacija neke zamisli, ki bi se izoblikovala v arhitektovi glavi in bi jo bilo treba potem samo še narisati. Zdaj imamo ta paradoks z drugimi besedami, na katerega odgovarja avtorica takole. V procesu projektiranja ali če stvar razširimo in govorimo o prakticiranju arhitekture nasploh, na prvem vodilnem mestu torej ni niti, spet smo pri niti, bolj ali manj intuitivno praktično delovanje, niti v narekovajih racionalno teoretsko mišljenje. Prej drži, da sta oba ta momenta prakticiranja arhitekture, mišljenje in delovanje, tesno med sebojno povezana, tako tesno, da sta v resnici nerazločljiva. Tema dvema momentoma se pri tem vedno pridružuje še tretji. To pa je tista stvar, tista irreduktibilno arhitekturna rešitev zastavljene projektne naloge, za katero v tej nerazločljivi povezanosti misli in dejanja v resnici gre. V primeru dejavnosti arhitekture je to stvar arhitekture. Tu mislim, da vidimo povezavo med, bi rekel, filozofskim branjem Kanta in zavrnitev estetskega branja. Ja, hvala. Ja. Lev, jaz bi se takoj navezal, ker ravno na ta akt je tudi možno to, kar poudarjaš, da kar vodi arhitekta, ta stvar arhitekture, ravno tako v knjigi zdaj stran ne bi najdel, ampak je to, če sem prej rekel, da je arhitektura neko masivno področje vednosti, ne, bi lahko rekli, ja super, lahko arhitektu, ki ima to vednost, treba sam to vednost uporabiti in stvar je rešena. Problem je samo v tem, da kako to vednost uporabiti, tlej pa na delu akt. Ne. To je pa odvisno samo od arhitekta samega. Skratka, ni nobenega recepta, ta vednost, po domače rečeno, ne vključuje recepta, kako jo je mogoče uporabiti. Ne. To je stvar arhitektovega akta. Ne. In s tem aktom se pač subjektivira stop v sestavo arhitekture kot subjekta ali pa ne. V tem smislu tudi deluje še enkrat arhitektura kot akt subjektivacije. Ne. Zdaj, ostala si še ti. Ja, jaz bi se najprej zahvalila obema za to, kar sta povedala. Jaz mislim, da kljub vsemu sem arhitektka in razmišljam kot arhitektka iz problema arhitekture, mislim pa, da ne bi mogla odgovoriti na ta vprašanja, ki so temeljna vprašanja arhitekture, oziroma vem, da ne bi mogla, ne da bi naredila torej, da bi v bistvu se oprla na sodobno filozofijo in psihoanalizo, med drugim tudi, kljub temu, da mi je Rado rekel, da se mu ne smem zahvaliti, tudi na delo Rada Rihe, na njegov koncept nerazločljivosti mišljenja in delovanja in materializacijo ali pa materialnost ideje. Zdaj, jaz mislim... Obrišemo, ne, tega niste slišali, ja, ampak ja, ne. Zdaj, ja, vprašanje, ki je pa mene vodilo, tako kot sem povedala na začetku, je bilo vprašanje, kako ali lahko arhitektura deluje še kako drugače, kot da je vpeta v mehanizem, ki žene ta svet, kot je povedal Leo na začetku, v logiko
tržno instrumentalno logiko. Torej, ali ima lahko svojo logiko, ali ima svojo logiko. In cel napor knjige je pokazati to, kar ste video po moje zelo lepo povedala, da ja, ima svojo logiko, vodijo neka stvar, ki jo artikulira v svetu v obliki materialnih produktov, kot je recimo ta domino, in ki so arhitekturni objekti, dokler jih nekdo vidi kot arhitekturne objekte, kar je opora za to, da jih potem da jih rekonstruira in nadaljuje ta projekt arhitekture. Torej, arhitektura je ena od tistih praks, ki stalno izumlja samo sebe, ki je v bistvu samo v procesu tega stalnega izumljanja. In ta opredelitev arhitekture je kot subjekta je po moje ustrezna opredelitev za to vrstne prakse, ki ni samo arhitektura, ampak so tudi druge umetnosti. No. Torej, jaz bi rekla, da še vse ne morem se pridružiti temu, da sem filozofinja, kar bi me sicer zelo veselil, ampak mislim, da sem preko filozofije prišla do tega, da šele vem, zakaj gre v arhitekturi in da se ne borim več proti temu, kar se večina arhitektov, arhitektura ne sme biti sama sebi namen. Glih v tem je cela poanta, arhitektura mora biti sama sebi namen, kar pa ne pomeni, da ignorira družbeno situacijo, da ignorira, ne vem, vse te pogoje, v katerih arhitektura nastaja. Ampak to, kar dela, je artikulira nič v svetu v bistvu. Ja, hvala. Zdaj, preden se razvija polemična razprava, si ali nisi filozofinja, a bi kdo še iz publike želel še kakšno podrobnejše pojasnilo od avtorice? Zanima me dejansko, kako uporabnik je vključen v ta proces oziroma to misel. Ker se pogosto izpostavlja ta arhitektura in kako pač še delamo za uporabnika. Ja, hvala. Filip, to je težko vprašanje. Jaz bi rekla tako, mislim, da je v knjigi dosti dobro artikulirano, kako arhitekt deluje in kako se vzpostavlja preko rekonstruiranja arhitekturnega objekta. Ne bi bilo pa zadost, če bi povedali samo, kako je arhitekt vključen v ta proces subjektivacije, kot je Rado povedal. Zato je seveda v primeru arhitekture uporabnik zelo pomemben. Jaz mislim, da zdaj dvoje bi povedala. Prvič, mislim, da arhitekt, da je uporabnik, dober primer se mi zdi, dobra ilustracija se mi zdi v angleščini za stanovanjsko gradnjo housing. Housing is a verb. Housing je glagol, kar pomeni je proces. Kar pomeni, da biti del housinga pomeni, da si aktiven v tem, da v bistvu arhitekturo nekako živiš. In mislim, da je recimo to, kar se mora v arhitekturi zgoditi, v arhitekturnem projektiranju, da arhitekt, ko naredi objekt, recimo stanovanjski objekt, ga mora predati naprej, da ga v bistvu na nek način rekonstruira uporabnik skozi to, kako živi v tem objektu. Lepa ilustracija tega je seveda Elemental, Aravena, projekt, kaj so že, Quinta Monroe Housing, kjer so pač naredili arhitekti samo neke vrste domino in so potem predali to ljudem naprej, da oni sami v bistvu dobesedno gradijo to arhitekturo. Mislim, da ni nujno, da je dobesedno gradnja, tako kot je recimo v Previ housingu ali pa v tem primeru Elementala, ampak je tudi način, kako živiš v prostoru, je v bistvu, moraš naprej nadaljevati to rekonstruiranje arhitekture, kar pomeni čisto konkretno razmišljati o tem, kako boš uredil interjer, stanovanje in tako naprej. Ta transformativna vrednost arhitekture. Ja, jaz mislim, da arhitektura to, kar naredi, je, da ti omogoči, da si v svetu na drug način. Kar je seveda še posebej pomembno pri socialnih stanovanjih, tako imenovanih,
elemental in tako naprej, ker omogoča ljudem, da so na enak način kot drugi v svetu, kar pomeni, da zahtevajo, da imajo enake pravice in možnosti kot drugi. In tle je nek subverzivni, če hočete, ali pa rečemo nek emancipatorični potencial arhitekture. Kaj pa v odsotnosti arhitekture do uporabnika, pač kaj se v tem, mislim, to se ne more zgoditi v odsotnosti arhitekture, to me zanima. Če je kaj uporabni objekt ali kaj? Kako mislite z odsotnostjo arhitekture? Pač to, kar arhitektura naredi do uporabnika, kaj se zgodi, če je odsotek arhitekture? Torej, če stavba ni arhitektura ali kaj? Ja, oziroma če ljudi živijo v svetu brez arhitekture, kaj se zgodi dejansko? BTC nekaj tazga, si lahko predstavljate. Pa veliko ljudi, veliko uporabnikov je tam. Veliko uporabnikov je tam, ja, ki so potrošniki. Jaz mislim, da omogoča res, da smo v svetu na drug način in so okolja in teh je vedno več, žal, ki so brez arhitekture. To arhitektura sploh ni. Zdaj, sem še nekaj, je važno po moje tukaj, da je potrebno za to, da vidiš nek uporabni objekt kot arhitektura, je potreben nek napor. Je potreben nek intelektualni napor. V bistvu na nek način moraš tako kot arhitekt rekonstruirati arhitектuro, gre za mentalno rekonstrukcijo. Kar pomeni, da ne moreš delati na način, da ugajaš. To bi jaz povedala, pa mogoče čim še. Jaz bi se lahko na to navezal kot ne arhitekt, absolutno, ampak čisto zdravo, razumsko. Jaz mislim, arhitektura ne govori sama zase. Vedno se sliši ta arhitektura je to, kar nas masivno obdaja. Ampak kar nas obdaja je nekaj zgrajenega. Največ, kar lahko vidiš, je, da rečeš wow, kot uporabnik, če je nekaj spektakularnega. Ampak zaradi tega še vedno nisi povedal, ne veš, a je to arhitektura ali ne. Arhitektura ne govori sama zase. In uporabniku je treba, kot vsakmu drugemu uporabniku sodobne umetnosti, naprimer, odprti oči. Kar pomeni, če je arhitektura prisotna v javnosti, in rečemo, to pri nas je veliko premalo, v obliki arhitekturne teorije, ki razlaga, kaj arhitektura je, se že odpira oči tudi potencialnim uporabnikom. Ne morete pa, rečemo pa jaz vedno, če se malo žleht na sumu arhitekta, ki ga skrbi, kje je pa moj uporabnik, da razmišlja na dva načina. Uporabnik je ali naročnik, ki mora biti zadovoljen, ker končno plača projekt, ali je pa uporabnik res nekdo, ki uporablja in ima lahko arhitekt dvojni odnos, sem opazil do njega. Na eni strani se ga boji lahko, da mu njegovo lepo projektirano stanovanje karkoli v polovici leta spremeni v eno komplet štalo, po svoje preuredi, skratka, na en način, ali pa, da je uporabnik, ki enostavno se ga ne da nič naučiti. Ampak enostavno mu je treba odpirati oči. Nekdo ti mora odprti oči, da ti vidiš arhitekturo. Brez tega ni. Ker tu je uporabnik v enakem položaju kot arhitekt. Mora znati uporabljati arhitekturo. Mora vedeti, kako to vednost uporabiti. Mora znati videti. To je zdaj moj uporabniški pogled. Zdravo. A bi se teza te knjige lahko navezala tudi na kakšne druge umetnosti, naprimer na film ali pa glasbo, ki se mi zdi dosti splošno, pa še glede na uporabnika ali pa gledalca, poneumljanje. Se mi zdi, da je, naprimer, nazadnje sem gledal en slovenski film Pri Hojsarju, čistko, in se mi zdi, da je tretji najbolj popularen film, tako da je to kar grozna stvar, kar se tiče film, arhitektura, če tle kakšna korelacija. Evo to. Hvala. Jaz lahko sam začnem, pa prepustim. Hvala Igor za vprašanje. Ja, ne, absolutno. Arhitektura je ena od kreativnih praks in filmska produkcija je tudi ena od kreativnih praks. Delujejo po isti strukturni logiki, s tem, da imajo pač svoje specifičnosti, ki torej vsaka proizvaja svoje produkte na svoj način in zaradi tega se tudi ti produkti razlikujejo med seboj, ampak gre za enako logiko delovanja.
In zdaj to drugo vprašanje je pa seveda zelo navezano na to, kar je Rado povedal, ne, da je v bistvu nujna zahtevnost, ne popularizacija arhitekture, ampak ta modernistični projekt izobraževanja na področju arhitekture je nujno potrebno nadaljevati. In to poneumljanje se pa ne dogaja samo v odnosu arhitektov do uporabnikov, ampak med samimi arhitekti. In jaz v knjigi so predstavljene, kot je Rado povedal, 4 pozicije, 4 usmeritve v arhitekturi, ki so v bistvu 4 stališča, 4 načini, kako arhitekti razlagajo arhitekturo in so v bistvu 4 načini zanikanja arhitekture kot kreativne prakse, torej kot te miselne dejavnosti. Torej to razlaganje, arhitektura mora biti dobra za ljudi, pri čemer se ljudi razume kot takšne, ki so že formirani, ki jih ne moreš, kot da so že to, kar so odvedno bili, ne pa, da so misleči, kar pomeni, da se lahko šele subjektivirajo skozi ta proces. Tako da, ja, hvala za to vprašanje. Se mi zdi v redu. Zaključno. Zdaj, če ni Ena kakšne ura zadošča ponavadi. dodatne intervencije, jaz mislim, da povedali smo, kar smo vedeli, veliko več se v tem trenutku ne da povedati. Če ni vprašanja ali intervencije, bi se jaz zahvalil obema sodelujočima, zahvalil bi se publiki, da se je udeležila te predstavitve in tudi seveda za intervencije, ki so prišle iz publike in s tem bi večer zaključil. Hvala. Berite knjigo.